Lepo pozdravljeni. Najprej bi se zahvalil organizatorjem za povabilo, da spregovorim nekaj besed pa svojih premišljevanj povezanih z trajnostnim razvojem in samim poklicnim strokovnim izobraževanjem, seveda. Sem si nekaj stvari zapisal, zato da se bom držal časovne omejitve, ampak do zdaj sem slišal že toliko zanimivih in pomembnih misli, da so moji listi že precej popisani dodatno. Bi začel pa najprej mogoče nekoliko osebno, pa bi povedal, imam hčerko 9 let staro Elo, ki se vsako leto zmisli kakšen nov poklic, kaj bi popravljala, a ne. To je nek proces odraščanja, v katerega se verjetno lahko vsi poistovetite. Ona je v tem obdobju želela postati že veterinarka, industrijska oblikovalka, zdaj trenutno hoče biti pevka. Tudi sam, ko se spomnim svojega otroštva, se spomnim knjige, take velikega formata, ne spomnim se katere založbe, o poklicih. In ko se spomnim listanja, še vedno imam pred seboj to knjigo in te opise teh poklicov, marsikateri ta poklic je zdaj že izginil, ki je v tej knjigi, ali pa je zelo redek. Poklic je zagotovo ena zelo pomembna prelomnica v življenju vsakogar. Ne samo zaradi tega, ker pridobi neke kompetence, ampak zaradi tega, ker ga tudi osebnostno zelo oblikuje. In v tem pogledu bi želel izpostaviti, kakšno pomembno vlogo ima poklicno in strokovno izobraževanje in vzgoja in izobraževanje nasploh. Zdaj, v kontekstu poklicev in prihodnosti in našega premišljevanja, kakšni bodo poklici prihodnosti, seveda se moramo ozreti tudi na ključne izzive sedanjosti in prihodnosti, med katere sodijo tudi tako imenovani cilji trajnostnega razvoja. To so trenutni cilji, ki se jih nekako na ravni Združenih narodov UNESCO zastavljamo, 17 ciljev z kar 169 podcilji, precej ambiciozni cilji, ki so nekakšen kompromis mednarodne skupnosti, ki vključujejo ne samo tradicionalno okoljske izzive, ampak družbene, gospodarske izzive. Izzive, ki vključujejo tudi kakovost samega izobraževanja. In tukaj smo prav zaradi tega. Človeštvo je pred enim letom približno doseglo 8 milijard prebivalcev in te globalni izzivi niso samo kompleksni, ki so pred nami, so tudi precej zagonetni, zapleteni, med seboj povezani. In to zahteva posameznika in družbo, ki bo znala to zapletenost nekako v sodelovanju tudi razreševati, a ne. In v tem pogledu se mi zdi izjemno pomembna vloga vzgojno-izobraževalnih ustanov. Ocenjuje se, da nekako 23% svetovnega prebivalstva je trenutno v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Kar me navdaja na nek način z optimizmom, ker to pomeni, da lahko nekaj tudi v družbenem pogledu spremenimo, predrugačimo, poiščemo boljše rešitve, hkrati pa z veliko mero odgovornosti, ker tudi sam delam na področju šolstva in številni, večina med vami tudi. Pri svojem delu se imamo že na kaj opreti. Nekaj teh ključnih dokumentov, ki so nastali v zadnjem času na ravni UNESCO, ki so nastali v zadnjem času na ravni Evropske unije, so tukaj. 2 od teh sta že prevedena, 3. bo v kratkem preveden. Torej so dostopni vsakomur tudi v našem prostoru in dajo ene osnovne smernice, kaj početi v prihodnje, ne samo prihodnje, tudi danes. In predvsem iz njih odzvanja to potreba po nekem sistemskem reševanju problemov in potreba po razmišljanju ne toliko kaj, ampak kako. In to se mi zdi, da je ključen izziv tudi poklicev za prihodnje. V kratkem tem nagovoru bi se rad osredotočil na nekaj ključnih točk, ki jih morda te dokumenti vsaj v ospredje ne postavljajo, se mi zdijo pa zelo ključni, predvsem za poklicno in strokovno izobraževanje. In to je avtentično in vernikularno učenje, ki lahko spodbujata tisto, kar je in postavljamo v jedro pravzaprav
vsakega kompetentnega posameznika. To je kreativnost, sposobnost sodelovanja, komuniciranja in seveda tudi kritičnega mišljenja. In zakaj so te sposobnosti, te spretnosti, vrline tako pomembne? Zato, ker je naša prihodnost precej težko opredeliti. Veliko je neznank, negotovosti, ki jih moramo znati naslavljati. Živimo namreč v dobi, ko se zelo zanašamo na svoje ideje, ideale, ideologije in nekako pozabljamo, da za temi idejami, ideali in ideologijami stoji realnost, stvarnost, predmetnost, ki jo v naših idejah včasih na njo pozabljamo, jo zanemarjamo in s tem pravzaprav izgubljamo ta realen stik s stvarnostjo, naravnimi danostmi, družbenimi razmerami, v katerih se razvijamo kot posamezniki in kot družba. Predmet, ki ga izkusimo, torej dejansko obstaja v fizičnem prostoru, ki ga predmet deli z nami, pravi Heidegger. Predmeti torej, in to ni neko revolucionarno odkritje, ampak moram to poudariti, tudi danes v 21. stoletju je, da sooblikujejo z nami prostor in v tem pogledu smo v nekakšni soodvisnosti, odvisni drug od drugega in ta soodvisnost nam narekuje nekako našo evolucijo, naš razvoj. Naša evolucija je že dolgo časa, bi jo lahko opredelili, gre po dveh tirnicah. Ena je tako imenovana tradicionalni pogled na evolucijo, ki oblikuje tako imenovano snovno evolucijo. Snovna evolucija nam daje to možnost oziroma nas je pripeljala do tega, da kot bitja z velikim intelektualnim potencialom lahko spreminjamo površje naše zemlje. Hkrati pa v tem kulturni revoluciji, sociokulturni evoluciji dejansko to spreminjamo to površje zemlje, spreminjamo, prilagajamo na tak način, da lahko tudi svoj podstat življenja na tej zemlji ogrozimo. In to je ena zelo pomembna stvar, pri razmišljanju o kreativnosti in o idejah, ki se dejansko uveljavljajo v družbi. Ker ideje bodo vedno dobre in slabe. Pomembno je, kaj družbeno izberemo in uveljavimo. Dovolite mi en kratek sprehod v okoljsko psihologijo. Okoljska psihologija, okoljska stališča so tisto, kar po mnenju psihologov nekako napoveduje okolju prijazna vedenja posameznika, pa tudi okolju prijazno vedenja družbe. Zdaj, na žalost je tako, da okoljsko izobraževanje je samo eden od številnih dejavnikov, ki lahko pripomorejo k okoljskemu vedenju. In vedenje je pravzaprav tisto, kar zasledujemo, kar želimo, zato da bomo dolgoročno lahko znotraj naših danosti planeta kot družba in kot globalna družba obstajali. In tukaj so seveda številni drugi dejavniki, ki so vplivni, od izobraženosti, spola, starosti, religije in tako naprej. Ampak mi smo tukaj zato, da predvsem premišljujemo, kakšna je tukaj vloga vzgoje in izobraževanja. In tukaj nam lahko zelo prav pride ta premislek, kaj pravzaprav so okoljska stališča. Tako empirične raziskave izpostavljajo, da sta tukaj dve dimenziji pomembnosti razumevanja okoljskih stališč. Ena je ta, da imamo neko stališče do ohranjanja okolja, do narave, torej zavedanja, da obstajajo neke meje rasti, okoljske rasti, ki jo ponazarja tudi tale krov in ki se opredeljuje kot tako imenovane prekoračitve danes, prekoračitve v smislu podnebnih sprememb, onesnaževanja voda, izkoriščanja oziroma upadanja biotske pestrosti in tako naprej. Po drugi strani pa pravzaprav nam ta osnovno okolje, s katerim sobivamo in smo v interakciji, daje tudi vse, kar nam omogoča razvoj, naravne resurse, ki so po drugi strani pa primanjkljaji
ki jih lahko čutimo zaradi neenakomerne razporeditve, zaradi prekomerne rabe, nekrožnega gospodarstva in še bi lahko našteval. Torej, to so izzivi, ki so pravzaprav pred nami in bi jih lahko imenovali kot prva okoljska kriza, kot jo je Monbiot opisal. Ampak obstaja tudi druga okoljska kriza. In ta druga okoljska kriza je to, da so otroci, mladi, zaradi spremenjenih družbenega okolja vse bolj iztrgani iz realnosti. Iztrgani iz več razlogov. En razlog je zagotovo, danes je bilo že večkrat omenjeno, to digitalno okolje. Digitalno okolje, ki prinaša zelo veliko pozitivnega, zelo veliko. Krade pa lahko tudi zelo veliko časa, lahko tudi zelo intelektualno siromaši posameznika. Torej je treba premišljevati, kdaj in kako določeno revolucionarno odkritje, kar digitalne tehnologije so, pomembna digitalna revolucija v napredku človeštva. Zakaj vse to izpostavljam? Ker mi potrebujemo aktivne posameznike, ki bodo svojim lastnim angažmajem dejansko preoblikovali našo skupno prihodnost. In ukolikor nimajo tla pod nogami, trdnih tal, kaj pravzaprav je, kako izbirati med eno in drugo idejo, potem imamo težavo postaviti merila, kaj v resnici, kam plujemo in kaj v resnici je pomembno. In na to je opozoril tudi recimo Joseph Henry, ki izpostavlja, da je to predvsem ključen problem v tako imenovanih weird družbah. Torej, to so družbe zahodne, izobražene, industrializirane, bogate in demokratične. Mi imamo ta ključen problem, tudi mi smo weird družba. Tukaj zdaj nastopi moje nekako, ta uvod je bil namenjen vernikularnem in avtentičnem učenju. No, en slajd je izginil, bom vseeno kar povedal. Avtentično učenje bi najprej predstavil. Avtentično učenje ste gotovo zanj slišali in pri poklicnem in strokovnem izobraževanju je ključnega pomena, da problemi, s katerimi se ukvarjamo, so vpeti v prostor, jih razumemo, so multisenzorno obravnavani, imajo takojšnjo aplikacijo. Ampak avtentično se lahko učimo tudi o jedrskem orožju, se lahko učimo tudi o različnih, recimo, pesticidih, herbicidih. Kaj je pravzaprav tisto, kar moramo nadgraditi pri avtentičnem učenju, ki je ključno za delovanje naše družbe, je tako imenovano vernakularno učenje. Vernakularno učenje in poučevanje pa izpostavi še eno zelo pomembno stvar. In to je, da identiteta posameznika je močno vpeta v prostor. Prostor tako družben kot naravni prostor. Da razume, kako ta prostor deluje. Kar pa je tisto, kar imamo danes s tem največ težav. Težav z razumevanjem pravzaprav, kje so meje, kaj dolgoročno je res zeleno, kaj je zelenkasto, kaj pa še zelenkasto ni. In tukaj imamo nalogo kot vzgojno-izobraževalne institucije, da to paradigmo znova in znova premišljujemo in jo izpostavljamo v ospredje pri iskanju vsakega premisleka o novem izdelku, o novi storitvi. Tukaj bi rad izpostavil v tem kontekstu, kakšna je pravzaprav vloga vzgoje in izobraževanja. Zagotovo je poleg kvalifikacije pomembna tudi socializacija. Torej, da naše izume, ideje dejansko komuniciramo z drugimi, jih preverjamo znova in znova, kako se bodo v družbi obnesle. In subjektifikacija. Subjektifikacija v smislu, da opolnomočimo posameznika, da bo aktiven državljan, ki bo svojo kreativnost vlagal ne samo v svoj lasten ego, ampak za dobro družbe. No, zdaj se pa najdu ti slajd, zdaj bom pa lahko. Torej, če zaključim, ključno vprašanje, ki je pred nami je, kaj si pravzaprav z vzgojo in izobraževanjem želimo. Ali si želimo zaposljive diplomante in ali si želimo izobražene globalne občane planeta. To se mi zdi izjemno pomembno vprašanje, predvsem v luči
vprašanja o smiselnosti prihodnosti šol. Ukolikor je naš cilj samo zaposljivost diplomantov, v prihodnje lahko to nalogo opravijo tudi obrtniške delavnice in podjetja sama. V tem pogledu moramo premišljevati, kaj vse mora šola dejansko nuditi mlademu, ki šele oblikuje svojo osebnost in ki pridobiva svoj poklic. Zadnji slajd. V premišljevanjih sedanjosti in prihodnosti torej potrebujemo trdna tla pod nogami in če parafraziram naslov današnjega srečanja, zakaj digitalno in zeleno ne padeta z neba? Torej potrebujemo trdna tla pod nogami, da bomo znali prav leteti po nebu v svetu svojih idej, idealov in ideologij. Hvala lepa za pozornost.